Pozdravljeni v 80. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. Danes smo pripravljena samo ena tema, če se ne motim, in to je zborovanje gradbenih konstrukterjev. Robi, ti si bil 2 dni nazaj tam, oziroma en dan nazaj. Boš povedal, kako je kaj bilo, ne? No, glede na to, da bo tale podcast objavljen danes, ker v bistvu to zborovanje še vedno poteka, ker je 2-dnevno zborovanje, ampak je zaradi službenih obveznosti nisem mogel biti oba 2 dni. Lahko rečemo, da smo zelo ažurni. Absolutno. Pa še en poseben dan je danes, ne? To pa je? Rojsten dan vam. Vse najboljše. Ja, hvala. Lepo, vse Robi vedel. Poslušalci nisem vedel. Je vedel to. Vse sam dela, da sem ga presenetil. Tako da, evo. Res nisem vedel, ko se upravičujem, Matevž, pozabil sem. Najprej te ne popravim nekaj, če greva nazaj na temo. Ne? Jaz tudi govorim skozi gradbenih konstrukterjev, ampak če si mogoče prebral povezavo, niso konstrukterji, ampak so konstruktorji. Res je. Se upravičujem vsem, ki sem jih morda s tem prizadel. No, jaz priznam, da sem do včeraj mislil, da smo konstrukterji. Tako da, tudi jaz nisem vedel. Dobro, jaz moram reči, da sem bil na tem dogodku prvič. Upam, da je ne zadnjič, ker bi še šel pogledat, ker bi tako rekel, no. Če govorimo na tem podcastu običajno o BIM-u, pa smo malo bolj v oblakih, pa kaj bi lahko bilo, pa kaj ne, so me tile kolegi stanovski včeraj kar malo postavili na realna tla, no. Bom tako rekel. Kaj praviš? Ja, no, najprej ne povem, da jaz sem bil včeraj prisoten skoraj do konca, ampak glede na to, da smo pridelali v, 6-urnem programu, 1,5 zamude, pot iz Bleda do doma je pa precej dolga, sem jaz potem malo pred koncem moral iti. Ampak kaj misliš, koliko od predstavitev je imel karkoli, oziroma v koliko predstavitvah je bil omenjen BIM? Ja, v bistvu jaz sem malo tole pošpegel, ne. Programe in tle sem videl 3 članke, oziroma 3 prispevke. Mislim, da so bili točno edini 3, v katerih je bil BIM omenjen. Bilo jih je pa 37. Tako da da malo perspektive. Se to me v bistvu me ne preseneča, po drugi strani pa bi ne vem, kot rečeno, jaz na tem dogodku sploh še nisem bil, nikoli. Dobil sem sicer nekaj za recenzirati, letos pa sem zavrnil, ker in zaradi časa in zaradi tega, ker se ravno ne počutim primernega za recenzijo nekaj takih zelo strokovnih člankov. Tako da, ja, čeprav bi na koncu pričakoval, da vsi te podatki, ki se tudi nekje jih pridobi, ne, in jih porabljajo za potem naprej, da to pride iz enih takšnih nam relativno bolj blizu programov. Ne. Ampak očitno temu ni tako, ne? Ne, vsaj potem, kar sem jaz videl na predstavitvah, zaenkrat ne. Zdaj pa, če se strinjaš, jaz bi na hitro šel skozi, ne bom vsega razlagal, ker si nisem niti vsega zapomnil, ampak mogoče samo poudarke povedal, pa če koga zanima, si lahko pogleda program, pa mogoče celo poišče članke, ker v bistvu so vsa ta predavanja oziroma vse te predstavitve so bile na podlagi člankov, ki so bili recenzirani. Tako da, če bo koga zanimalo, naj poišče, pa bo tam našel podrobnosti. No. Zdaj, dogodek se je otvoril z 2 vabljenima predavanjama. Eno je bilo predavanje profesorja Markoviča iz Srbije, ki je govoril o jeklenih pa kompozitnih zgradbah oziroma objektih v Srbiji in je predstavljal potem projekte, ki so jih delali. Moram reči, kar impresivno, predvsem impresivno, zelo lepi mostovi. Zanimivo mi je,
imajo tudi očitno v Srbiji, mislim, ne vem, zakaj mi je to zanimivo, ker je tako večja država od Slovenije, da imajo tako dobro razvito gradbeništvo, da večinoma sami počnejo, sami delajo stvari. Mislim, zelo lepo, no. Zelo veliko mostov, potem so bili neka parkirišča, tako naprej. Super, no. Drugo vabljeno predanje je bilo pa od gospoda Pippenbacherja, to pa mislim, da ga ni treba posebej predstavljati. On je pa govoril o projektiranju pa analizi mostu na Pelješac. Zdaj, o tem mostu je bilo že zelo veliko povedanja, jaz ne moram povedati, nič kaj je veliko novega, najbrž tisti, ki ga je zanimali, to verjetno že na kakem drugem dogodku slišal. Ampak meni je bilo res zanimivo, koliko analiz pa koliko podrobno so se tega lotili. Kar mi je pa še bolj zanimivo bilo to, je pa, da je gospod Pippenbacher razlagal o tem, kako bojo Kitajci to izvedeli in da so recimo v projektiranju upoštevali, da bojo te pilote v morsko dno zabijali v 2 delih pa tak naprej, ker bi naj bil, mislim, da 100 metrov, ne vem koliko dolgi, zelo dolgi, no. Ampak da so Kitajci rekli, da bo to kar v enem kosu naredili. In zdaj, jaz upam, da se ne bom kaj zlagal, ne? Ampak mislim, da je rekel, da bojo vse sestavne dele za ta most pripeljali z eno ladjo. Si predstavljaš? V glavnem res impresiven projekt. Mislim, jaz osebno, ne vem, veliko govori o tem, da se lepo vklaplja v tisti prostor. Meni se to sicer ne zdi, no. Vse, ne vem, tiste zatege, pa tak, ne vem, se mi zdi, da bi lahko bil tudi lepši, ampak... Mogoče veš, kdaj je planirano, da se to izvede? Mislim, da je rekel, da so Kitajci obljubili, da bo v 36 mesecih, pa da je bilo planirano pa 40 mesecev ali nekaj taga, ampak ne me za besedo držati, no. Nekako v tem rangu, no. Je pa rekel, da zdaj bo prvo leto v bistvu samo te temeljne blazine delali, da se ne bo nič kaj videli, pa se bo začel pa v bistvu ful hitro videvati. Tako, no. To. Dobro. Glede na to, da sem se letos tam okoli vozil, kot veš, ne, bi ga kar rabo, tale most, da ne bi treba po vseh tistih ovinkih se voziti. Ja. No, jaz bi še sam to rekel, zelo lepo pripravljena predstavitev, pa kar mi je bilo potem, kar me tudi malo sezulno, je bilo to, da sem potem izvedel, da bi naj ta projekt delali 6 ljudi. A si predstavljaš? Samo 6 jih je vseh. Tako da, kar impresivno, no. No, potem naprej je bilo predstavljeno nekaj glede IZS-ja, da IZS pričenja z vodenjem projektnih natečajev. Jaz ne bi tukaj veliko besed zgubljal. Jaz nisem v IZS-ju, se s tem ne ukvarjam, tako da sem tudi, priznam, poslušal bolj na polno. Potem naslednji sklop je bil pa o mostovih. Bilo je predstavljenih en kup enih mostov, tako da jaz bom sam po vsakem mogoče povedal tisto, kar sem si najbolj zapomnil, no. Najprej so bili, mislim, da so bili to iz Pontinga, ki so predstavljali most za pešce v Maleziji. Zelo zanimiv. Ne vem, če si vedel, da Slovenci tudi projektirajo mostove v Maleziji. Ne, presenečen čist. No, in vse so rekli, da to je bila takrat, ko je bila kriza tukaj in so iskali projekte po svetu. No, en od teh je bil nek most za pešce v Maleziji, je bil pa tak res cool most. Na neke klene pletenice so potem gor, ne vem, kak je že postopek, nekaj nateznih ploskel, ne vem kaj, sem pozabil. V bistvu napeljajo klenice, potem pa prefabricirane elemente gor, postavijo, v bistvu obesijo, no. Potem pa to zalijejo z betonom, tiste kable pa še neke druge prednapnejo gor. Tako res v redu most, no. Mi je bil zelo všeč. Potem je bil, naslednji je bil najin bivši sodelavec, oba ga poznava, Peter Kante. Ja, on je predstavljal en projekt nekega plinovodnega mostu prek kanala hidroelektrarne Zatoličje. Tudi zanimivo, kar je bilo tukaj zelo zanimivo, je to, da je pač prišel v zatečeno stanje in da je zelo veliko stvari pri tem mostu diktiral v bistvu investitor.
ki so bili, mislim, na plinovodi. Tako da, res, mislim, nisem si predstavljal, da je to tak projekt, da naredijo nek most za to, da gre plinovod čez reko, ne? Ampak ja, se je logično, če pomisliš. Ja, v bistvu jaz sam en tak most dejansko poznam, no, ki je sicer za vodovod in to je tle, ki se od Ljubljane gre čez Barje oziroma na Barje. No. Je en tak most, ki je samo za vodovod. No, to je pa za plin. Ne? No, potem je bil, mislim, da je bil spet Ponting, je govoril o brvi Tremerje preko Savinje. To je v bistvu ena brv, ki je med Celjem pa Laškim. In to brv sem gledal celo poletje, ker so to v bistvu na bregu Savinje so to varili, ker so varili na 3 dele, pa potem skupaj sestavili. In sem si zelo želel, da bi videl, ko bo to skupaj sestavljeno, ker so me nekateri ogromna dvigala, pa to. Sem v bistvu od Petra Kanteta že prej slišal, da se bo to počelo, ampak sem seveda zamudil, ne. Tako da sem zdaj lahko videl, kaj je v tem projektu. Jaz še vedno mislim, da ta brv sicer je zelo lepa, ampak tja noter ne paše, no. To je pač moje osebno mnenje, pa verjetno bi se dal tudi kaj cenej narediti, ampak okej. Bom pa zelo vesel, ko bo odprta, ker je to kolesarska brv, tako da se zelo veselim, ker bom lahko s kolesom med Celjem pa Laškim se vozil. Naslednjo je bilo neko izvennivojsko križanje v Poljčanah. Naslednja je bila predstavitev spet enega mostu, neka prvo nagrajene natečajne rešitve brvi čez reko Krko pri Irči vasi. To je bilo v bistvu zelo podobna rešitev kot tista v Maleziji, sedaj v Sloveniji. Lep most, zelo lep, ta se mi pa zdi, da se kar lepo vklaplja tam v tisto okolico. No. Pa sta pa še 2, no. Ena je bila tudi neka natečajna rešitev v nekega mostu čez reko Donavo v Budimpešti. To je spet gospod Pipenbacher predstavljal. No, kar mi je tu zanimivo je bilo, da so na natečaju sodelovali v bistvu vsa svetovno znana podjetja, ki se ukvarjajo s projektiranjem mostov. Zdaj odkupljena je bila pa rešitev, ki so Slovenci. No, kar je bilo meni zanimivo, pa s tem se pa strinjam, no, je gospod Pipenbacher opozoril, da je pa teh na natečajih čedalje bolj v ospredju vse druga kot pa inženirske rešitve. Ker je bil izbran, v bistvu 3 nagrade so dobili mostovi, en je bil od Zahe Hadid, pa v bistvu so bili LAP, če se spomniš, eni projektanti nemški, ki so bili z nami na enem projektu. No, oni so dobili, mislim, na drugo nagrado. Prva nagrada je bila ena taka, je bil tak zelo, meni je pač lep pilon, 2 pilona, no, pa palnike za tega gor. Potem pa še tretja nagrada je bila pa čisto taka futuristična. No, in je kazal, kakve so bile še druge rešitve, ki niso bile izbrane in so bile res čudne, no. Ampak je bila potem debata, ali zdaj arhitekti prevzemajo tudi projektiranje mostov, pa kaj je zdaj pomembno, ne, ali je pomembna oblika, ali ne vem, no. Resnica je nekje vmes najbrž. Ja, v bistvu smo najbrž tako. Eni na strani funkcionalnosti, v prvi vrsti, drugi bolj na strani vizualne všečnosti in v bistvu pač arhitekture na drugi. Ne? Ki je pomestno, kje se pa ta 2 svetova srečata, je pa najbrž zelo veliko vprašanje. No, to. Tako da to sem si najbolj zapomnil od tega. No, pa je pa še eno predavanje. Mitja Papinuti je imel predavanje o teh plavajočih mostovih. To pa v bistvu, če se spomnim, so pa o tem že govorila, ker sem bil enkrat na enem dogodku v Mariboru, kjer je predstavljal nekaj zelo podobnega. No, tu je pa spet, pač jaz sem vedno impresioniran, ko vidim dinamiko, pa vse skupaj, pa kako to vgrajujejo zdaj v računalniške programe. In to bi ne zdaj že bile neki programi, ki bi omogoče izračunal vseh teh dinamičnih pojavov, od valovanja do vetra, do ne vem, vsega in vseh vplivov, ki jih potem kot obtežbo vnesejo na ta most. No, ampak kar mi je zanimivo, če ti povem, tam čez nek fjord, nek most projektirajo in pomik tega mostu je 15 metrov. Sicer je res, da je 5 km dolg, ampak 15 metrov.
Ne. Tako, no, to je bila ta sekcija o mostovih. Zdaj, kaj bi se rekel, večina programske opreme, ki se omenja tukaj v tej sekciji, je bil en program RM Bridge, podjetja Bentley, za katerega pač sem slišal druge, da to je najbolj uporabljen program na svetu za projektiranje mostov. Ampak kot vem, je Bentley ukinil ta oddelek in zdaj je na pogorišču tega podjetja pa tega softvera nastalo eno drugo podjetje, ki se zdaj imenuje Allplan Infrastructure. V njem imajo tudi Slovenci, zelo veliko Slovencev dela v tem podjetju in oni zdaj razvijajo nek nov softver za projektiranje mostov, pa mislim, da je zdaj že druga verzija zunaj in da je tudi zelo uporabljeno, pa ga ni noben omenil. No, to je RM Bridge, to je en, ki so ga velikokrat omenili, drug, ki so ga pa velikokrat omenili, pa Sofistik. No in mislim, da so prav na tistem mostu za Pelješac, da so v bistvu z obema računali, pa primerjali rezultate in da so bili zelo podobni. No. Mislim, da je bilo nekaj takega. Tako da to, zdaj o BIM-u ni govoril nihče. Tako da v tem sklopu ni nihče niti omenil BIM-a. In tudi tako v neformalni pogovori, ko smo govorili, so vsi razlagali, da so imeli stik z BIM-om, vsaj tisti, ki so sodelovali, ne vem, ta železniška proga, kaj Gruško je, a veš to tam po Mariboru. In so vsi govorili sami, da so imeli sami ogromno problemov. Tako da zdaj spet, to so projektanti, verjetno gledajo drugače, konstruktorji pravzaprav gledajo drugače, ampak pač povem, kar sem slišal. No. Potem, mogoče, Robi, sam, da te prekinem, vse te predstavitve so bile bolj jasne, saj predvidevam bolj v smislu, kakšne konstruktorske oziroma kakšne takšne rešitve so se pač nekako uporabljale za zagotavljanje te statične, dinamične stabilnosti in bla, 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 ne? Manj pa v bistvu, kako se neki oblikovno rešvali. Ne, zagotovo, ne. To so bili projektanti, ne. Tako da moramo to vedeti, pač to je bilo vedno stališče projektantov, ki jih zanimajo njihovi statični modeli in tako naprej. No, potem je bil en sklop, ki je bil o zagotavljanju trajnosti mostov. Tu sta Gregor Trtnik je predstavljal, no, pa še Franci Kavčič je bil soavtor, sta govorila o zagotavljanju življenjske dobe takih premostitvenih objektov in sta pokazala zelo veliko stvari, ki vplivajo na življenjsko dobo, kar je pač zelo zanimivo. Je pa bil potem komentar, no, naslednjo predavanje je bilo pa še o tem, kakšne rešitve so uporabili, kakšne inovativne rešitve so uporabili pri rehabilitaciji viadukta Rauber-Komanda, kar je zelo v redu pasa skupine. Yeah. No, in je bil komentar, jaz sem bil z Žigo Turkom, ne, in je bil njegov komentar, da zdaj ga bo še bolj strah se po Rauber-Komandi voziti. Ampak da jim povem, da pač Rauber-Komanda zdaj sanirana, ne. Ampak ja, ampak tiste slike, ko vidiš, kak je pa to bilo, se pa res vprašaš, ojoj, ne. To, no. No, in potem je bilo še v tem sklopu še eno predavanje, bilo pa kako so sproščali, pa menjavali ležišče na viaduktu Boršt. To je tam na hitri cesti razdrto pod Nanosa, kaj je, se ne vem, tam proti Ajdovščini, no. In v bistvu se cel viadukt se je zaradi plazenja se je zamaknil in to tako, da se je že zadev v tiste pač ležišča so maksimalne pomike tam že imela in so ga mogli v bistvu premakniti nazaj v nevtralno lego. Mislim, ful dober, no, res. Mislim, ful dober, tak tehnično. Ne morem pa verjeti, da so to tako zgradili, ampak pa je na plazovitem območju, da je nek ful velik vodnjak tam narejen pa to, ampak vsem plazine. In tako je zelo zanimivo, no, kaj vse so morali narediti, da so to potem spravili v nevtralno lego. No in potem pridemo do sklopa, ker sem tudi jaz imel nekaj zraven, Žiga Turk je predstavljal en prispevek o gradbeništvu 4.0, pa kako lahko to gradbeniki uporabijo kot okvir za modernizacijo svoje panoge. Zdaj o tem ne bi, o tem gradbeništvu 4.0 smo že veliko govorili, mogoče enkrat Žigo povabim, pa da še vsem na podcastu poveno s svojimi besedami.
pač o tem, kako mi dva vidiva to industrijo 4.0, kje bi lahko naše priložnosti, pač o tem je bilo govora. Jaz sem bil potem samo še na eni predstavitvi in to je bilo o vplivu virtualne resničnosti na dojemanje prostora in nakupne odločitve pri izbiri stanovanjske hiše, ki so ga imeli kolegi iz Maribora, ena študentka Tjaša Fekonja pod mentorstvom profesora Milana Kuhte. Zelo zanimivo, uporabili so virtualno resničnost, pa potem so delali neko raziskavo, pa so potencialne kupce spraševali, če bi lahko to vplivalo na njihovo izbiro. Zdaj, tu je prvič bilo, da je bilo nekaj v BIM-u, ker so modelirali cel objekt v Alplanu. To je bilo pa to, Zdaj, vem, da sta bila potem še dva prispevka, ki sta bila iz BIM-a, tudi ta sekcija je bila o informacijski tehnologiji v gradbeništvu in vem tudi, kaj sta tista dva prispevka, o čem sta govorila. En je bil o modeliranju montažnega nadvoza z vizualnim programiranjem, se pravi z Dynamom v Revitu. Zelo zanimiv potencial za montažne konstrukcije, zelo velik, je pa seveda še vedno dosti problemov, pa problemi nastanejo, ko pa ni to, v bistvu, ko pride do kakih nepredvidenih stvari, ki jih pač ne moreš zajeti z enim takim programom, ki ga moraš potem spreminjati. Pa še en prispevek je bil o tem, kako so uporabljali programsko opremo Alplan za izdelavo armaturnih risb pri geometrijsko zelo zahtevnih mostnih konstrukcijah. To so bili vse prispevki kolegov iz Maribora. Tu mi je pa zanimivo to, da so ugotovili, da je pač še vedno ogromno problemov za izdelavo teh res kompliciranih armaturnih risb, pa če je geometrija zelo zahtevna, ampak vseeno pa vidijo veliko potencijala v teh BIM programih, ker je pač skoraj nemogoče to z prerezi tako geometrijo opisati, razen če imaš res veliko prerezov pa na veliko različnih mestih. Ampak programska oprema pa še vedno ne. Ni še tako dodelana, pa tako uporabnikom prijazna, kot bi ljudje pričakovali. To je pa to, kar jaz lahko povem o tem kongresu, tem zborovanju, ker potem nisem bil več, se pravim, danes še vedno poteka, še vedno predstavlja prispevke. Sem si pogledal, kakšni so in jaz mislim, da o BIM-u ne bodo več veliko govorili. Ne, če sploh kaj, ker vidim, da je eksperimentalna numerična analiza konstrukcije. Pa potem konstrukcije, pa lesene, pa tako ne. Pa potem je bilo še po tem sklopu, ki sem midva člana, je bilo še o požarno odpornem projektiranju, pa tudi mislim, da ni bilo nič kaj o BIM-u. Zdaj, če bi potegnil črto, meni je bilo zelo zanimivo, da sem bil tam. Jaz sem vedel, da se ne bo veliko o BIM-u govoril, ampak je pa res velik prepad med mogoče arhitekti pa temi konstrukterji, projektanti, kakorkoli jih imenujemo. Ker tu so pač druge stvari pomembne. Tu se govori o obtežbah, obtežnih primerih, mejnem stanju, nosilnosti pa uporabnosti, pa tako naprej, ne pa o tem, v kakem LOD-u je model pripravljen. Ja, čist na drugem nivoju v bistvu. Mislim, oziroma čist ne samo na drugem nivoju, to je najbrž čist svet zase. Dva svetova, čist ločena med sabo praktično. Čist iz druge strani. Ja, tako je. Ampak enih par vprašanj imam pa še zmeraj zate, zato ker bolj splošnih, ne toliko povezanih z samimi temami. Tole slovensko društvo gradbenih konstrukterjev bi načeloma lahko primerjali z CBIM-om, v nekem drugem kontekstu. A lahko na to temo rečeva, kakšen občutek si dobil, v bistvu je, pač tole društvo je že, ne vem, kdaj je bilo ustanovljeno, ampak že predvidevam, da je 40 let nazaj, po številki zborovanja,
ker je to bilo 40. zborovanje. Koliko je bilo sploh obiska, kakšna je bila v bistvu tak vzdušje, no, na temo dogodku? Ja, vzdušje je bilo zelo optimistično, ker je bilo tudi to zborovanje bilo prvič po 5 letih spet na Bledu, prej je bilo vedno na fakulteti zaradi tega, ker je bila cela panoga v krizi, ni bilo niti sponzorjev in ničesar. Tako da vzdušje je bilo zelo, zelo pozitivno. So pa vsi v teh neformalnih pogovorih poudarjali, da je totalni dumping, da težko, da se ne dosegajo nič više cene, da izvajalci zdaj že dosegajo više cene, projektanti pa še ne. To je bilo nekaj, kar sem slišal od večjih. No. Pa mislim, ne vem, nek optimizem je bilo čutiti, no. Tako, no, kar je v bistvu zelo pohvalno. Bilo je pa tako, no, bilo je 37, je bilo referatov, ki jih bojo predstavili, pa ki so v zborniku, pa mislim, da je bilo več kot 150 udeležencev. Kar se mi zdi pa kar lepa številka. No. Absolutno lepa številka. Tista dvorana tam je bila kar precej polna in mislim, jaz osebno moram reči, da sem bil zelo, zelo pozitivno, pa ne presenečen, ampak tako, v redu mi je bilo, no. No, vse to je važno, v bistvu, no, da če ne drugega zapustiš tak dogodek v neki na neko pozitivno noto, ne da si še recimo bolj obupan ali pa brezvoljen, no, da ne bom rekel obupan po kakšnem takšnem dogodku. Super, imamo slučajno še za kaj dodati? Imaš še kakšno sklepno misel? Ne, mislim, jaz bi samo eno misel imel, no, da se mi zdi, da bi recimo tako kot je združenje CBIM, pa recimo to združenje, da bi res morali mogoče kak skupen dogodek kdaj narediti, da bi v bistvu tudi na ta del projektive prenesli svoje izkušnje, ne. Ker mislim, da bi bilo to več kot zaželeno. Tako. Ampak v obe smeri, da se razumemo, v obe smeri. Inače, Robi, hvala za tole izčrpno poročilo. Jaz, glede na to, kar si povedal, mislim, da si se odločil, da boš v naslednji let spet, ja? To pa še ne vem. To pa še ne veš? No, skratka, bil si zadovoljen, no? To je važno. Inače, očitno se zdaj se je s tem prvim dogodkom, ki ga prejšnji teden sploh nismo napovedala, dejansko začenjajo te morda BIM pogovori o posameznih dogodkih, že naslednji teden o CBIM-u in potem še o BIM World, tako da precej naporen del tega leta je pred nama. To je vse za danes, Robi. Najlepše hvala za izčrpno poročilo in pa jasno slišimo se naslednji teden spet. Adijo. Adijo.